Jaz cenim odkritost in si želim, da bi mi ljudje naravnost povedali, kaj želijo. Zadnje čase zelo veliko se ukvarjam s tem, kako v bistvu najstnikom, kako jih okrepiti za življenje. Da bojo bili bolj odporni na stiske, na probleme, ki pridejo, na izzive, s katerimi se bojo srečevali, da ne mogoče preveč pobegnejo, se umaknejo ali pa iščejo, da nekdo drugi reši namesto njih. Ko sem v stiski, najprej se pogovarjam s staršima, z vzgojiteljem, s prijateljima, ker oni mi najlažje reče nekaj pomembno. Če sem v stiski, se ponovadi zatečem ali k vzgojiteljci, ali pa grem delati kakšen šport, kar me sprosti. 15 let delam kot vzgojiteljica, sicer recimo 8 let v dijaškem domu, bi rekla, da je ta pojav, da se veliko več stisk odraža zdaj tako navznoter obrnjeno. Velikokrat opažam, da sem mogoče ravno tisti zaupnik, ker mi lahko zaupajo, mogoče samo pogovor, mogoče samo objem, tisto pomoč, ki jo potrebujejo. Povejo, da je v šoli vse ok, da so dan mi je super, da so dobro odpisali test, da jih objamaš in to je že v bistvu nekaterim to dosti pomeni. Od odraslih mislim, da mladi ful potrebujemo nekega zaupanja, torej da lahko zaupamo mladim in tudi takdaj lahko prosimo za nasvet, ker tudi oni so bili enkrat v naših letih in nas morajo razumeti. Odrasli v bistvu, če uspemo pridobiti zaupanje mladostnikov, potem imamo lahko zelo odločilno vlogo pri reševanju njihovih težav. Zanimivo pa je, da dijaki niso tega vajeni. Oni niso vajeni zares, da jih kdo zares vpraša in jim da čas oziroma prostor, pozornost, da lahko oni povejo, kako so, kako se počutijo. Tistim, ki se ne počutijo najboljše, bi sporočila, da bo na koncu vse v redu in da če zdaj še ni v redu, še ni konc. Težko mi je predvsem zaradi tega, ker opazim, čutim stisko in potem iščem preko pogovora, odnosa, komunikacije, vrata, kjer se dijak lahko odpre. Tistim, ki se ne počutijo najboljš, bi jim sporočil, da v bistvu naj najdejo enega, ki lahko zaupajo, naj si povejo naj mu povejo, kaj ga muči, pa naj si nekako to skozi pogovor rajš pove, kot da kakšno drugo neumnost naredi. Delavnic, kako se počutim, sem dobila v bistvu nek poglobljen odnos recimo s svojimi dijakinjami, nek prostor, v katerem smo lahko odpirale določene teme, ki se mogoče ne bi odprle, če ne bi izvajali teh delavnic. Dijaki v teh letih najbolj potrebujejo pozornost, pomembnost, slišnost, videnost, da so nekdo. Kaj je tisto, kar je vam najbolj pomembno v odnosih? Kaj najbolj cenite? Jaz najbolj cenim potrpežljivost. Jaz najbolj cenim to, da si med seboj pomagamo. Jaz v odnosu najbolj cenim to, da me sprejmejo tako, kakor sem. Mislim, da bi se moglo malo več govoriti o duševnem zdravju in počutju, ker včasih se zapreš vase in nobenemu ne zaupaš in bi se moglo malo več govoriti o tem.